Sledeči program je financiran s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. How many of you know that if we don't learn what we would consider some of the hard stuff, that we really won't ever be what God wants us to be? Koliko vas ve, da če se ne naučite tistega, kar je težko, nikoli ne postanete to, kar Bog želi, da smo. Mislim, da vsi veste, če gledate moj program, čeprav mislim, da sem zelo spodbudna in posvetim veliko časa poučevanju tega, kako nas Bog ljubi in kako dober načrt ima za naše življenje in kdo ste v Kristusu. Vam ne dajem vaš čas slaščic, ko vodim duhovno službo. Danes moramo pojesti mnogo mesa in neokusne zelenjave, ki vam pomaga rasti, da ste močni pred Gospodom. Hočem, da ste danes kakor Popaj, tako boste danes pojedli vsak svoj obrok špinače. Amen. Hebrejcem 12:11. Nobeno vzgajanje pa v tistem času ni prijetno, ampak bridko. Ampak potem, vsi recite potem, vsi recite kasneje, kasneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, sad miru in pravičnosti. Pobirajo sadove, ki so pravični. Podvreči se Božji volji namenoma, v mislih in dejanjih, kar je rezultat v poštenem življenju in pravi drži do Boga. Pravzaprav on na to reče: zato zravnajte onemogle roke in klecava kolena in za svoje noge pripravite ravne steze, da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, marveč ozdravilo. V redu, če Bog ravna tako, če vzame od vas kakšno igračo, če vas vrže iz vaše udobnosti, iz vašega gnezda in vi naenkrat najdete nekaj trnja v vašem življenju, če Bog ravna tako, da je tam nekaj, kar je že dolgo časa ležalo v vas, mislite, da tako ne gre. Bog ne bo več tako ravnal z mano. Namesto, da bi se obrnili vase in sklonili svojo glavo, povesili svoja ramena in da bi se počutili potrte, je potrebno vsega tega otresti in se veseliti, pa čeprav preko strogega reda, kjer se ne počutite dobro. Edino tako boste dosegli to, kar hočete in ne boste nikoli brez strogega reda. V redu, če ste nekoliko počasni, razumem. Koliko izmed vas si upa reči, da Bog zagotovo deluje na nekaj mestih v vašem življenju prav sedaj? Ali na kakšnem področju obnašanja, veste, samo ali ni težko, ko smo nekaj imeli dolgo, zelo dolgo, in se Bog ni dotaknil tega področja. Sedaj nenadoma človek Božji, on je sredi med nami, ko mi to počnemo. Koliko med vami vas je veselih, da se Bog ne dotika vseh področjih hkrati? To bi bilo zares težko, ali ne? Koliko cenite sadove miru in pravičnosti? On nam govori, da če bomo šli preko discipline, bomo želi sadove mira in pravičnosti v našem življenju. Veste, jaz mislim, da ni nič težjega v življenju, kakor leči zvečer s težko vestjo. Nič ni težjega, kakor se zjutraj zbuditi s težko vestjo in poskušati moliti in videti, da je nekaj med vami in Bogom, kar ni poravnano. In na to, tam ni nič bolj čudovitega, nič bolj udobnega, kako rasti v Bogu do stanja, ko lahko rečete: ne vem o ničemer v mojem življenju, kar bi lahko kazalo na kakršnokoli razprtijo med mano in Bogom. To še ne pomeni, da tega ni, vendar vi ne veste nič o tem, da bi bilo kaj narobe med vami in Bogom. Nič ni takšnega, kar bi Bog spreminjal in bi vi to prezrli ali bi mu bili neposlušni. Potem imate mir v srcu in mir vam prinese občutek veselja in pravičnosti. Kajti nič ni težjega, kakor krivda, obsodba in slab občutek o čemerkoli v vašem življenju ali o vas samih. Ali lahko vsak izmed vas reče velik amen za to. To je težek občutek in je bolje, da kontrolirate sami sebe. Bolje je, da se naučite vsega, kar zadeva disciplino in samoobvladovanje, ker vam bo edino to prineslo tiste sadove miru in pravičnosti, ki jih vsi zares želimo. Nogometni trener, mislim, da se imenuje Vince Lombardi, je rekel, da bo treniral mladeniče, da bodo disciplinirani, da bodo imeli to, kar so hoteli, vendar ga ne
bi mogli doseči brez tega. Gotova sem, da imate sanje in vizijo o svojem življenju. Vi imate cilje. To so predeli v vašem življenju, kjer mislite izboljšati sami sebe, ali je to finančno področje, ali fizično, ali je to posel, ali služenje, ali karkoli drugega. In je nemogoče priti do tega brez večje in večje discipline. Jaz verjamem, da večina ljudi danes hoče dobiti nekaj brez dela, nagrado brez dela, napitnino brez dela. Ampak to tako ne gre. Mnogo ljudi je danes, cela generacija, ki niso rasli tako, kakor mi, ko so ljudje morali trdo delati dolgo časa, preden so se dvignili, ali da so imeli počitnice, ali so pridobili kakšen postranski zaslužek. In sedaj vas ljudje hočejo vedno vprašati, ne vsi, ampak večina vas bo vprašala, kje ste si pridobili ugodnosti. In veste, nažalost, njih ne zanima vaše trdo delo, ampak samo ugodnosti, kako in zakaj ste si jih pridobili. V današnjem svetu je pomembna titula, zelo, zelo nevarna stvar. Mi vsi smo enaki pred Bogom. Vendar odkrito vam povem, da nismo z ničemer naprej poimenovani. Mi vsi imamo enake možnosti, vendar nismo samodejno do ničesar upravičeni. Mi imamo vse enake možnosti, vendar če nismo odgovorni, potem ne moremo pričakovati tega, kar imajo tisti, ki so odgovorni. Jaz mislim na najbolj smešno stvar, ki se danes dogaja. Da ljudje, ki nočejo delati, nisem rekla, ne morejo delati. Ne, nekateri potrebujejo pomoč in smo jim dolžni pomagati. Jaz govorim o ljudeh, ki nočejo biti odgovorni in nočejo delati in želijo samo živeti na račun drugih, ki trdo delajo. To nam namreč ruši mnogo stvari v naši družbi. Tudi med tistimi, ki trdo delajo, se lahko uniči njihovo motivacijo, da bi delali naprej. Mi si zaslužimo nagrado za trdo delo. Naj vam razložim nekaj stvari, preden gremo naprej. Ko govorimo o trdem delu, ne govorim o delih mesa. Dela mesa so, kadar mi želimo, da bi se nekaj zgodilo, a to ni v Božjem načrtu. Tekamo sem ter tja in vlagamo vso svojo energijo, vendar ne pustimo Bogu blizu in hočemo, da se zgodi nekaj, kar lahko resniči le Bog. Vam bom povedala primer. Sama sem leta in leta poskušala vrteti to kolo, ko sem poskušala spreobrniti svojega moža, kar seveda ni delovalo. Veliko let sem zapravila, ko sem hotela spremeniti svoje otroke, predvsem 2 izmed njiju. Eden izmed njiju je moj najstarejši sin in nisva našla skupne točke. Vedno sem govorila, ljubim ga, ker je moj sin, vendar ga v resnici nisem marala. Sedaj on dela za mene in vi se mi lahko smejite, če hočete, vendar nekateri starši imajo otroke, ki jih ne marajo. Nekateri hočejo biti samo prijazni. Bodimo pošteni do sami sebe. Zanimiva stvar, ki sem odkrila, zakaj ga v resnici ne maram, ko je odraščal Gospod in jaz sem postal starejša, da je bil zelo podoben meni. And you see, the truth was he was a type A choleric, I was a type A choleric, and so we were both just fighting for control. Resnica je, da je bil nekak kolerik. Tudi jaz sem kolerik in midva sva se samo bojevala za kontrolo, neprestano. Nisem mogla razumeti, kaj je narobe z njim, vendar je bilo isto z mano, namreč, kaj je narobe z mano. Namesto, da sem hotela spremeniti njega ali mojega moža ali pa mojo hčerko, ki ni bila tako čista, kot sem sama hotela, bi morala pustiti Bogu, da on deluje. In jaz sem le orodje. Izgubila sem veliko let frustracije in izgubljenega truda, da sem odkrila, da sploh to ni delo, ki ga Bog od mene želi. Vendar je bilo to moje delo, delo mojega mesa, delo mojih prizadevanj. Vsakeč, ko delamo tako iz lastnih iniciativ, moramo samo končati tako, da smo vedno bolj frustrirani, ko želimo nekaj narediti. In ni važno, kaj je to, ker ne bo uspelo. Ali lahko vsak reče, amen. At the same time, I had a couple of neighbors I was working on. So I was a busy lady. I was working on Dave. Ob istem času sem imela 2 soseda, ki sem jo poskušala spremeniti.
Bila sem zelo zaposlena gospa. Obdelovala sem moža Davida, najna 2 otroka, naše sosede in hotela sem spremeniti tudi samo sebe, kar tudi ni funkcioniralo, saj nas samo Bog lahko spremeni. Mi lahko samo pomagamo, tako da naredimo svoj del in naša dolžnost je, da poznamo Sveto pismo, molimo in čakamo na Boga, da pride in spremeni v nas to, kar lahko spremeni samo On. Moje delo je, da molim za ljudi, pri katerih vidim neke stvari v njihovem življenju, ki bi bile lahko drugačne in moram biti zelo pazljiva, kako molim. Nikakor ne, Bog, moraš spremeniti to in ono in drugo, ampak naj Bog spremeni najprej mene, ker jaz imam največ problemov, več kot kdorkoli drug. In Gospod naredi vseh nas spremembe, za katere ti veš, da jih potrebujemo. Želela sem tudi, da moja misionarska skupina zraste. Veste, želela sem pobirati sadove velike misionarske skupine in kljub temu sem se obadala z vsemi temi drugimi stvarmi v svojem življenju. Poučevala sem že Sveto pismo po domovih 5 let in to sem počela, nato sem odšla na delo v cerkev in sem tam učila nekaj 100 ljudi in poučevala Sveto pismo v kolegijo, vendar je bil cilj delovanja to, kar delam zdaj. To je tista stvar, ki jo je Bog položil v moje srce, da dobesedno učim ljudi vse posod po svetu, ker ljubim Sveto pismo in hočem, da ljudje imajo, kar je Bog hotel, da imajo. Vendar imam problem z mojo osebnostjo. Veliko ljudi ima dar, vendar nimajo dovolj močnega karakterja, da bi tam ostali. Tako nam ni treba, da tako hitimo in pustimo, da Bog dela v našem življenju, kar On hoče narediti. Pozabite na to, kar morate spremeniti v življenju vseh drugih ljudi, ki jih poznate. Dajte no, pozabite na spreminjanje drugih in namesto tega recite, Bog spremeni mene. In edini način, da lahko spremenimo našo osebnost in jo razvijemo, je preko samo obvladovanja. In to pomeni, da moramo po milosti Boga izravnati naše steze z Božjo besedo. To bo bolelo, težko bo, morali boste umreti sebi, veliko mesenega v sebi boste morali pribiti na križ, vendar Bog nam je dal vsakemu izmed nas posebej duh discipline in samoobvladovanja. Ni možnosti, da bi rekli, jaz nimam nobenega samoobvladovanja. Timoteju, 2. poglavje 17, namreč piše, Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. In razširjeno pojmovanje, kakor jaz razumem, je ravnovesje med disciplino in samo obvladovanjem. Pomeni, da lahko ravnamo prav, ker naše obnašanje prihaja iz našega mišljenja. Bog nam je to dal, vendar prihaja k nam v obliki semena. On ga vsadi v našo duhovnost. Ali veste, da vsakdo, ki sprejme Kristusa, kakor svojega odrešenika, si pridobi popolnoma novo naravo. Poglejte se v ogledalo. Vi ne boste nič drugače izgledali. Za dolgo časa se ne boste spremenili v obnašanju, vendar vam povem, kaj se bo zgodilo. Mnogo stvari je, ki ste jih do sedaj opravljali brez večjih težav in te bodo sedaj postale vznemirljive, postale bodo nekoliko sitne, ne bodo več takšne, kakršne so bile. Torej, če me boste poslušali, veste, vaša mama vam je gotovo govorila, če boš poslušal mamo, tako jo vzamem ven nekaj iz duhovne zakladnice in vam pravim, če boste poslušali mamo. Dovolj časa sem živela in dovolj izkusila, da vem, ali boste izbrali Božjo pot, ali pa ne boste srečni. To lahko še ta večer vzamete v zakup. Vi lahko greste okrog gore, kolikokrat hočete, vendar ali bo to pot, ki jo Bog hoče, ali pa je sploh ne bo. If you want to have peace and joy, then you got to learn how to live out of your spirit, not out of your head. The moment that you receive Christ tonight. Če hočete imeti mir in veselje, potem se morate naučiti, kako živeti iz duha in ne iz vaših rok.
V trenutku, ko sprejmete Kristusa ta večer in tisti, ki gledate to po televiziji, in če ste se spokorili svojih grehov in rečete, Bog, jaz te ljubim, jaz verujem vate, Jezus, jaz verujem, da si ti umrl zame in jaz hočem, da si ti moj odrešenik. Če boste sprejeli Kristusa in se boste obrnili proč od greha, boste dobili čisto novo podobo. Če kdo v Kristusu, je to nova podoba. Stare stvari so prešle in vse je dobilo novo podobo. Vendar kje se je to zgodilo? V vašem duhu. Vi ne boste kar nenadoma dobili novega duha. Vaša čustva bodo morda ostala ista. Vi boste še naprej zelo trdovratni. Vendar boste dobili sadove duha. Ko Sveti Duh pride v vaše telo, kar se zgodi ob novem rojstvu, si pridobite vse sadove duha. Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, dobroto, ljubeznivost, pohlevnost, uboštvo, samoobvladovanje. Tudi samoobvladovanje je eden izmed sadov duha in če ste vernik, potem je v vas. Tako nikar ne rečete, jaz nimam nobenega samoobvladovanja. V vas je seme in kako zalivati to seme? Preko Božje besede, ki je voda v svetu. Ker samo slišati te besede danes večer, samo sedeti tam in sprejeti vero, pomešati vašo vero z mojo vero in pridiganjem ni dovolj. Da obrodi sad, je treba verjeti, da beseda deluje v vas. Mogočno deluje v vas in to je to, kar se dogaja v vaši notranjosti. Tako več časa preživite z Bogom. Bolj ko molite in študirate, bolj prebirate dobre knjige, bolj ko dopustite Svetemu Duhu, da vstopi v vaše obnašanje, bolj ko vidite dobre sadove, ko pravilno ravnate, bolj si boste želeli napraviti vse pravilno. Tako tudi Sveto pismo pravi, da mi rastemo v drevo pravičnosti. Ne samo sad pravičnosti, vendar drevo pravičnosti. Zakaj? Da bi bil Bog povzdignjen. I don't want to be nasty, but many of us in our past lives before Christ spent a lot of time Nočem biti nesramna, vendar mnogi izmed nas smo v prejšnjem življenju zapravili veliko časa za hudiča in ga poveličevali. Pustili smo, da je vzel naše misli, jih vodil, posodili smo mu svoje usta, dali smo mu svoje navade, ko nismo prav ravnali s ljudmi. Bili smo sebični, obrnjeni k sebi in Bog ni dobil nobene slave. Živeli smo sami zase, vendar sedaj lahko obrnemo to na drugo stran, ko Bog lahko dela to, kar On želi narediti. To ne bo enostavno, niti duhovito, vendar bo na koncu vredno to storiti. Kajti Bog nas ni samo zato ohranil, da bi lahko delali vse, kar hočemo. On želi, da bi mi imeli dobre stvari. On želi blagoslov, vendar mi smo vliti v podobo Jezusa Kristusa. To je naša usoda. Naša usoda ni samo to, da smo najbogatejši človek na tem svetu, ali da imamo največjo duhovno službo, ali da smo direktor v podjetju. Naša resnična usoda je, da smo vliti v podobo Jezusa Kristusa. So just like Jesus come to show us what the Father was like, and he said, if you've seen me, you've Prav seen the tako, Father. kakor je Kristus prišel, da bi nam pokazal Očeta. Če vidite mene, vidite mojega Očeta. Prišel sem, da vam pokažem Očeta. Sedaj je on odšel v nebesa in mi naj nadaljujemo njegovo delo. In on je bil eden sam, na enem samem mestu istočasno. Ko je rekel, če gremo od vas, vi ne boste samo delali, kar sem jaz počel, ampak še večje stvari boste storili. Zakaj? Ker nas je veliko več. Kaj bi se zgodilo, če bi vsak, ki se imenuje kristjan, predstavil Jezusa svetu? Pravim vam, če bi vsak izmed nas bil tako pokončen in naredil, kar mora narediti, potem na svetu ne bi bilo takšnih primerov, kot jih imamo danes. To je nekaj več, kakor imeti opozorilno nalepko na vašem avtomobilu. Ali križ okoli vratu. Ali iti nekajkrat na mesec v cerkev. This is about getting down to business and saying, okay, God, I'm tired of just playing church. Če se imenujemo kristjane, potem moramo stvar vzeti resno.
Pripravljeni smo slišati o disciplini in samokontroli in vsem drugem, kar bo upodobilo našo podobo v Jezusu Kristusu. To je vaša usoda, da ste podobni Kristusu. To je moja usoda, da sem podobna Kristusu. Še neko stvar hočem reči o disciplini in to hočem ponoviti nekajkrat ta vikend, kajti disciplina je mnogo več, kakor moč volje. Ni samo to, kar vi rečete, ko odhajate. To je to. Blagoslovljen bodi Bog, izravnal bom svoje poti, povrnil bom obveznosti, shujšal bom, pospravil bom hišo. Vsak dan bom prebral 3 poglavja Svetega pisma. Molil bom 2 uri, aleluja, aleluja. To je to. Ta ženska me je čisto zmešala in jaz vam povem, sedaj bom discipliniran in samovladljiv. Sedaj je to tista pot, ki sem jo sama izbrala, ker imam kar močno voljo. Vendar, če sem odkrita, Bog ne pravi, čeprav je posredi naša volja, pred vami postavim smrt in življenje, izberite življenje. To je nekaj, o čemer se bolj in bolj učim vsak dan znova. Zato vem že mnogo let, vendar Bog kar noče, da bi odšla proč. Celo nekaj, kar nam Bog zapove, in mi ne moremo uspešno izvesti, če se ne naslonimo na njega. Ali me poslušate? Jaz imam dar učenja in pridiganja, vendar jaz si ne bi upala nastopiti, če se ne bi naslonila najprej na Boga in čakala nanj, kajti brez tega bi se vi dolgočasali do onemoglosti. Mi moramo resnično razumeti, kaj pravi Sveto pismo v Janezu 15. Brez mene ne morete ničesar storiti. Ničesar. Nič ni bolj pomembnega v našem življenju, kakor se naučiti, da bomo čakali na Boga, in čakati na Boga je nekoliko drugače, kakor brati, študirati in moliti. Se bolj prilagajati tistemu področju, ki ga imenujemo hoditi s Kristusom, biti njegov prijatelj. Druga označba za to, ki sem jo pred nekaj dnevi prebrala, je biti v Božji pričujočnosti. Preprosto biti tiho in mirno čakati in tako mu daste vedeti, da on ve, da vi ne morete ničesar storiti, dokler on ne naredi prvega koraka. Tako hočem spodbuditi tiste, ki želijo višjo stopnjo discipline in samoobvladovanja v svojem življenju. Po besedah Boga želim, da imate ta semena samoobvladovanja v sebi in da je to nekaj, kar morate razvijati s Svetim Duhom. Vendar bi vas rada spodbudila, da uporabite nekaj svojega časa vsako jutro za Boga, ali pa popoldne, ali pa zvečer, kadarkoli. Jaz bom tu končala in rekla, če ne boste posvetili nekaj časa Bogu, potem kar vse skupaj pozabite, ker nihče ne bo tega storil namesto vas. Ej, fantje, ali ste pozabili na moj sedež ta vikend, ali ga ne dobim? Dovolj stara sem, da se lahko usedem, če želim. Slavimo Gospoda. Pravzaprav, sredi lanskega leta sem imela zelo resne težave z mojim hrbtom, kar je trajalo približno 4 mesece in sedaj moram malo sesti in se odpočiti. Počasi sem se navadila in sedaj mi to ugaja. Mislim, da je celo zelo dobro. Niti malo nisem več tako utrujena, ko malo sedim. Ko se naučimo dati Bogu nekaj časa je, ko se vse v našem življenju združi. Rada gledam na to, kakor na posamezne deljenike sestavljanke. Če ste brali mojo knjigo Bojišče v mojih mislih, boste našli kar nekaj delov sestavljanke. O, te moje grde misli! To je problem. In resnica nas lahko tako preseneti. Nato greste v cerkev in slišite odlično pridigo. To je to. Nato boste ta teden slišali takšne teme. In nato se vi čudite, zakaj to ne deluje v vašem življenju. Ker vi ste si kupili majico, ste šli na seminar, imate CD in DVD in še kar naprej mislite, kaj je moj problem? Hodim v cerkev,
You know what I've found out, and Veste, I'm kaj so sem jaz thankful for iznašla? it? In sem tako hvaležna za to. Vse to so majhni delčki sestavljanke. Vendar moramo iti k Bogu in v njegovi prisotnosti reči: Bog, jaz hrepenim, da to delo dokončaš v mojem življenju. Samo Božja disciplina je tista, ki bo pripeljala vaše življenje do tiste točke, kar hočete iz njega. Mnogo ljudi pravi, da hočejo nekaj, vendar ne storijo tistega, kar je potrebno. Jaz vas spodbujam, da vzamete oba dela skupaj in boste imeli dober rezultat. Danes vam ponudim CD disciplina in samokontrola. Dolgo časa se ljudje branijo takšnega poučevanja, vendar če ne veste, kako se samodisciplinirati in postaviti samokontrolo v vašem življenju, potem ne boste končali tako, kot si želite. Če ste tista vrsta osebnosti, ki pravijo, veste, jaz nisem najbolj discipliniran, vas bo to poučilo, kam morate priti. Danes vam želim predstaviti našo knjigo Kako biti izvirni, ki je ena izmed mojih najljubših knjig. Napisala sem jo pred mnogimi leti, vendar sem tedaj zelo trpela, da bi predstavila samo sebe, in ta knjiga vas bo napotila k vam samim. You are unique and so is your destiny. Vi ste edinstveni in takšna je vaša usoda. Če imate pravo mero discipline in samoobvladovanja, vam bo oboje pomagalo razumeti. Današnja ponudba vključuje Joycino audioprodukcijo Kako razviti disciplino in samokontrolo. Poleg ponujamo knjigo Kako biti izvirni. Obe deli vas bosta navdušili za načrt, ki ga ima Bog z vami. Prosimo, napišite nam, kako je Bog spremenil vaše življenje. Za DVD in knjigo Joyce Meyer nas lahko pokličete na telefonsko številko 064 118 001 ali nam pišete na naslov Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor ali e-mail info@exodus.se. Through Hand of Hope, we are privileged to be able to help many different people in all parts of the world in a lot of different circumstances. Pri organizaciji Roka v pomoč pomagamo ljudem, ki se znajdejo v življenjski stiski. Veste, v resnici mnogo od nas ne ve, kako je biti resnično lačen ali kako preživeti v razmerah naravne katastrofe. Na Kosovu pomagamo z brezplačno zobozdravstveno ambulanto in mnogo ljudi lahko dobi tukaj pomoč, ko ne vejo, kam se naj obrnejo. In vse to delamo v imenu Jezusa Kristusa. Tako se del sveta spreminja z našo in vašo pomočjo. Z vašo pomočjo lahko pomagam ljudem v Afriki, Aziji, ZDA in po Evropi in tudi vi nam lahko pri tem pomagate. Več informacij lahko najdete na naši internetni strani. V misionarski skupini Joyce Meyer nam pomenite več, kot si lahko predstavljate. Cenimo vas in se zahvaljujemo prijateljem in partnerjem, da so omogočili ta svetovni misijon. Skupaj hranimo lačne, oblačimo uboge in predstavljamo evangelij narodom. Prosimo, kontaktirajte nas ali nas obiščite na spletni strani joycemeyer.org. Tam lahko delite z nami vaše molitvene prošnje, izveste več o naših sredstvih, vidite Joycin urnik in se nam pridružite pri širjenju Kristusove ljubezni po svetu. Predvajana oddaja je bila financirana s pomočjo prijateljev in sodelavcev Joyce Meyer.